Tale kombinacija, pločevinaste obrobe pa bele fasade, je pa po eni strani ful redka, po drugi strani mi je pa zelo, zelo všeč. Zato, ker svetla barva, jaz mislim, da je tudi tale barva mogoče naslednica tiste antracit, ki smo jo vsi navajeni, ki je danes najbolj popularna. In jaz osebno mislim, da bojo trendi arhitekture šli v svetlejše barve. In to se izkaže tudi, ker zelo lepo paše za tole stanovanjsko hiško. By the way, smo v Termah Topolšica in tole so tiste majčkene stanovanjske hiške, oziroma prej so bile počitniške hiške. In se zdaj tukaj okrog prav lepo ustvarjajo lepi domovi. In ena izmed hiš ima tudi postavljen zraven naš kubi za spravilo vrtnega orodja in vseh ostalih stvari, ki jih okrog hiše rabimo. In tale kombinacija, se pravi omet, pločevina pa lesena vrata, je, se mi zdi, tudi kar posrečena, ker tudi na hiši, ki je tukaj zraven, je majčkeno lesa, ampak ne preveč, večinoma je pa bela fasada s tole sivo barvo. Vabim vas, da si pogledate, kako tale kubi hiška izgleda kot celota na vrtu. Jaz pa šibam naprej na naslednjo lokacijo in vam predstavim naslednjo hiško. Tale hiška je dokaz, da lahko na moderno stanovanjsko hišo, ki nima čisto nič lesa, vkomponiramo tudi vrtno hiško, ki je v istem stilu. Modernem, z belo fasado, z antracit detajli, praktično čist brez lesa. Posebnost tele hiške so tele velika vrata. Tole so ta največja iz ponudbe, se pravi tole je 150 širine oziroma odprtina not je 135, če se ne motim. Pride prav zato, ker je tole kolesarnica in je kar dosti utesnjeno noter, se pravi zelo veliko stvari je, in če so vrata širša, lahko lažje eno stvar čez drugo malo odložimo pa ven pripeljemo, no. Tako da v tem primeru se je to izkazalo za ful dobro idejo. Je pa recimo tudi kakšen detajl tak, ki se mi zdi zelo pomemben, pa tudi naredi izdelek, je recimo tukaj je napušč oziroma streha hiške, tole je pa že nadstrešek za avto. In tukaj vmes recimo smo naredili pločevinast zaključek, zato da voda vmes ne teče, pa zato da ni svetlobenega pasu, zato da je nek zaključek, nek tak detajl, ki ne bom rekel, da skrije napako, ampak poveže oba izdelka med sabo, kar se mi zdi zelo pomembno, ker ko pogledamo na vrt, ko pogledamo na dvorišče, mora dom, hiška, nadstrešek, vse to delovati res enotno. In s takimi detajli pol probamo se približati čim bolj, da je na koncu izdelek res top. Drugo gre v bistvu čisto za klasično hiško, brez posebnosti, razen to, da je to res tisti zadnji dizajn, ki smo ga pred kratkim nekako naštudirali, in to je to. Jaz bi se vam še enkrat iskreno zahvalil, da ste bili danes z mano, pa se spet vidimo naslednjič, čez 2 tedna, ne pozabiti. Čau, čau.